Lep dober večer želim. Se slišimo, vidimo? Je zvok, slika, kot se šika? Boris, se vidimo? Je PowerPoint? Vidimo, slišimo. Ok, najlepša hvala, Boris. Moje ime je Roman Rosulnik, star sem 59 let. Živim tukaj v Dalmaciji, v Primoštenu, skoraj na tako lepem kraju, kot je tukaj na Borisovi sliki, tukaj v zadnji. Tole so na prvem slajdu ključni ljudje, ki so vplivali, da sem se jaz odločil za tole poslovno priložnost, za sodelovanje s tem podjetjem. Na levi strani je slika iz otvoritve pred dobrimi 3 leti. Na desni so Yves Claire pa Phil iz Avstralije, pa Odiseja, za katerega sem prvič slišal prezentacijo, ki spodaj je pa en od solastnikov firme, katerim se bom vrnil še kasneje, bom zaključil moj webinar danes s tem, zakaj sem jim še danes hvaležen. Zdaj, kot rečeno, se bomo danes pogovarjali seveda o denarju po poslu, zato bi mogoče malo povedal svoj background, kar se tiče moje poklicne poti. Jaz sem svojo, bom rekel, klasično službo obesil na klin pri svojih 25 letih, ko sem vrnil štipendijo firmi, ki me je štipendirala, sem se odločil za samostojno pot in seveda naredil takoj milijon nekih napak, zato ker izhajam iz družine, kjer niti oče, niti mama nista bila podjetnika, niti nikoli smo imeli prav zelo veliko denarja, niti v sorodstvu ni bilo kakšnih podjetnikov, tako da bi lahko se zgledoval po komorkoli. Tako da sem potem med 35 in pa 45 letom naredil nek kup licenc nekih z finančnega področja, tako za vzajemne sklade, za nepremičninskega posrednika, za borznega posrednika, za forex trgovanje. Skratka, vse, kar v Sloveniji praktično obstaja, sem jaz v tem času naredil. In potem sem mislil, da zdaj že vse vem, pa sem kljub temu še vedno naredil kopico napak. Tako da ne, da imam samo teoretično znanje o denarju, ampak tudi iz prakse sem sodeloval v projektih, v poslih, ki so bili uspešni in tudi taki, ki so bili totalni katastrofa, tako da sem imel in take izkušnje, ker sem zaslužil po več tisoč evrov na teden, do tistih, da sem popolnoma bankrotiral in praktično ostal brez vsega. Zakaj vam to govorim? Zato, ker ni teorija vse, ne? Zato, ker če ste samo teoretiki, ki bi poslušali na ekonomski fakulteti koga, jaz imam pa dejansko res tudi nekaj izkušnje, in ker smo danes pogovarjali o denarju, zato da veste, da se pogovarjate z kompetentno osebo. Skratka, danes smo pogovarjali o projektu View. Kaj je View? View v bistvu platforma za virtualno realnost. Jaz bom o tem majčkeno več povedal, majčkeno kasneje. Zato, ker smo pa pogovarjali o denarju, bom pa seveda najprej povedal, zakaj je to po mojem mnenju, glede na moje, kot rečeno, dolgoletne izkušnje, top 1 priložnost na svetu za pasivni prihodek. Ok, bom tole malo omilil, ne bom rekel top 1, ampak je med top 10, ne, da ne bom preveč zvenel, da jaz sem pa vse vedel, vse vem, da vse poznam na tem svetu, daleč od tega pa rečemo, da je to med top 10 naložbenimi priložnostmi. Skratka, podjetje gradi to platformo za virtualno realnost, in smo zdaj v predotvoritveni fazi. Se pravi, ta predotvoritvena faza bo trajala do aprila. Aprila gre projekt v komercializacijo. Od aprila naprej to pomeni, da ljudje plačevajo za vsebine, ki jih bodo lahko videli na tej virtualni platformi, in potem pogledali par primerov, 5-6 za danes samo, in del tega prometa, del tega dobička od prodaje vstopenc, od prodaje naročnin, od oglaševanja in tako naprej, se pravi 10 do 15% tega bo podjetje vrnilo tistim, ki danes vidijo, da je to prihajajoči megatrend in bo to razdelilo različne pule, bomo kasneje to pogledali, kako in kaj. Skratka, ker govorimo o denarju, jaz mislim, da je treba si odgovoriti, vedno, ko se pogovarjamo o tem, kam bi dali svojega žepa, denar, da se mu odgovoriti na tele vprašanja, ne, ki so zame ključnega pomena. Zakaj je View to priložnost? Prvič, gre za prihajajoči megatrend. To se mi zdi mogoče celo najpomembnejši tukaj stavek na celem tem slajdu, ne. Zakaj je to tako pomembno? Če zdaj majčkeno razčlenimo tele 3 besede, prihajajoči megatrend, ne. Se pravi, zdaj na eni strani je ta razlog, zakaj praktično toliko ljudi zamudi prihajajoči megatrend, je zato, ker nimajo pravočasno informacij. Na drugi strani je to en poglavitnih razlogov, zakaj bogati postajajo še bogatejši in revnejši sloji vse revnejši, ne, zato ker pogosto imajo ljudje, ki so, mi smo temu včasih rekli, pri koricu boljše in več
informacij, ne. Drugi razlog je pa seveda v tem, ne, da ne glede na to, kaj boste danes slišali, ne glede na to, ali vi mislite, da zdaj to uporabljali, ne boste uporabljali, se bodo stvari zgodile z nami, pa brez nas. To se mi zdi zelo pomembno, zato ker pogosto slišim, jaz ne bom uporabil tega, jaz ne bom uporabil onega. Če je neki trend, potem se stvari zgodijo, ne glede na to, francoska sosedova misli, da tega ne bo nikoli uporabljala ali pa ne. Se pravi, to sta te dva glavna razloga, zakaj je zelo fino biti pozoren na to, kaj je prihajajoči trend, ne. Mogoče vam dam tukaj zdaj en namig, kako v bistvu trend sploh prepoznati. A ste kdaj razmišljali, kako v bistvu sploh neki trend prepoznati, ne? Bom povedal dve stvari, ki sta ključne, na katere moramo biti pozorni, ne. Se pravi, na eni strani trend vedno kaže, kaj govori strokovna javnost. Se pravi, danes ne mine več konferenca globalno nikjer na svetu, da ne bi na taki tehnološki konferenci govorili tudi o tej prihajajoči tehnologiji, kjer seveda ne gre samo za virtualno realnost, ampak tudi za umetno inteligenco, razširjeno virtualnost in tako naprej. Se pravi, to je ena stvar, na katero moramo biti pozorni, da prepoznamo ta trend. Drug pa je, kam se premika denar. Se pravi, danes ogromne firme, ogromni tehnološki giganti investirajo hude denarje v ta sektor. Ne vem, če ste pozorni, ampak zdaj tudi Facebook se bo transferiral v metaverse, kar je v bistvu virtualna realnost. Poleg tega, ne vem, investirajo v ta sektor ogromni giganti, kot sem rekel, in Google, in Amazon, in velike trgovinske verige, kot je IKEA, pripravlja za svoje stranke virtualni ogled svojih trgovin, in Walmart izobražuje svoje ljudi in tako naprej. Se pravi, te dve stvari morate biti pozorni, ko razmišljate, kaj je pravzaprav prihajajoči trend. Vam bom dal zdaj en primer, ne, tak, s katerim se boste lahko poistovetili, ne. Recimo primer električni avtomobili, ne. A mislite, da so električni avtomobili zdaj že trend? Jaz mislim, da niso, ne. Zato ker če pogledam, v Sloveniji je zdaj trenutno registriranih 2000 vozil na elektriko, ne, se pravi, v Sloveniji imamo pa 1.400.000 registriranih vozil, se pravi, zelo majhna cifra. Ampak spet, če pogledate po drugi strani to, da, ne vem, vse avtomobilske tovarne postavljajo svoje linije za električne avtomobile, nam to kaže na to, da je to prihajajoči megatrend. Zdaj se bom pošalil, pa bom dal eno domačo nalogo za zvečer, ko bomo tole končali. Ne, recimo, zdaj se bližajo božički pa dedki mrazi, pa si predstavljajte sledeče, ne. Vi si želite električen avto in pride ta božiček, sosede k vam in vam reče: ponudba, Boris, je sledeča. Lahko ti dam električni avto, ki stane 70.000 evrov, to je ena možnost. Druga pa je, da 7.000 evrov daš ti, investiraš v avtomobilsko industrijo in boš v prihodnosti po 2-letnem moratoriju dobival 1 cent vsakega prodanega avtomobila. Boris, za katero možnost bi se ti odločil? Ja, na žalost vam moram povedati, da večina ljudi se odloči za možnost A, ne, zato ker rečejo: ti spol, kaj bom pa jaz zdaj pol čakal, ne. Na žalost se pač večina ljudi odloči za možnost A, se pravi, hočejo rezultat takoj, niso pripravljeni nič počakati. In drugič, ne, drugi razlog je, da je treba čisto preprosto matematiko narediti, ne. Se pravi, pri 1 centu za vsak prodan avto električen, ki ga dobite v prihodnosti, mora biti prodanih 7 milijonov avtomobilov, pa ste vi, imate vsak let avto. Zakaj je takle primer? Ja, zato, ker je to eden od prihajajočih trendov, ni pa to seveda še prihajajoči trend, še vedno ni to megatrend, ne. Se pravi, megatrend postane takrat, ko v vaši ulici ste vi izjema, ker vozite samo še avto dizel ali pa na bencin. Se pravi, hočem vam povedati, da mogoče tole je celo najpomembnejša postavka, ko razmišljamo o neki investiciji. Takle primer je zelo na mestu s temi avtomobili, zato ker je ponudba tega podjetja ravno to. Se pravi, danes lahko investirate v nekaj, kar je prihajajoči trend, kar kaže to, kar sem vam prej povedal, in boste doživljenjsko dobivali od tega pasivni prihodek. Se pravi, to je razlog številka A, se pravi, nekaj, kar prihaja, nekaj, kar je na obzorju. Drugo, ni špekulativne narave. Danes dobivamo po mailih, verjetno tudi vi dobivate ponudbe non-stop, investiraj sem, investiraj ke. To je super, mi bomo kot Bitcoin, samo da bomo še večji.
Ne? Omenjam ta Bitcoin, zato ker večina te špekulativne ponudbe danes na trgu je seveda iz kriptosektorja. Ne me narobe razumeti, jaz sem strasten privržen s kriptovalut in tudi sam investiram v neki v kriptosektor, ampak, ne, se pravi, več in manj je to vse špekulativne narave, se pravi, ponujajo nam kar naprej, ne, kupi poceni, drago prodaj, kupi poceni, pa boš čez pol leta, eno leto blazno drago prodal. Če pogledamo samo primer Bitcoina, ne, danes je natančno eno leto pa en teden, odkar je Bitcoin dosegel najvišji vrh. Eno leto in en teden je bil $70,000. Kdo ve, koliko je danes? 16,500. Se pravi, tisti, ki je pred enim letom verjel tem, ko njim rečem prijazno, gurujem, finančnim gurujem, ki sem jim povedal, da bo šlo sigurno na milijon, ne, so danes debelih 75% v minusu. Se pravi, to kaže na to špekulativno narave. Se pravi, tukaj ne investirate v nekaj, kar boste danes kupili, pa bo čez 2 leti zrastel, ampak boste participirali pri vsem pometu, ki se bo kadarkoli v prihodnosti izgubil. Se pravi, smo plačani od prodaje, ne po tega, kaj se bo na borzi zgodilo, bo šlo gor, bo šlo dol, kam bo šlo. Se pravi, ta produkt ni absolutno, nima nobene špekulativnega elementa vse. Tretjič, gre za popolnoma pasivni prihodek. Se pravi, daleč najbolj popularen pasiven prihodek, ki ga v Sloveniji vsi poznajo, so najemnine. Ne? Kupim nepremičnino, podajam pa imam 700 evrov na mesec. Ne? To je sicer super, samo povejte mi, danes, če pogledam mlade, ne, 99% mladih ne ve, kje bodo dobili denar, zato da že lastno stanovanje kupiš. Se pravi, zato da imaš ti poleg tega še 200 evrov, zato si kupiš nepremičnino, je kar za 99%, ne samo mladih, ampak vseh Slovencev, kar velik zalogaj. Tukaj lahko z 20krat manjšo vsoto pridete do podobnega ali pa celo bistveno boljšega rezultata, ob tem, da je ta prihodek dejansko res pasiven. Jaz sem zdaj poleti recimo oddajal tole mojo hišo v Primoštenu, kjer živim, in moram povedati, da se mi ni zdel zelo pasiven ta prihodek. Ne, se pravi, stalno sem mogel skrbeti, kdo prije, kdo gre, nekaj se je pokvaril, stalno sem mogel biti na razpolago in potem sem prišel nazaj, sem mogel obnavljati nepremičnino, beliti, popraviti, kar so razbili in tako naprej. Se pravi, v primeru Viewja dejansko res investirajte v podjetje, ki bo poskrbelo za posnetke, zato ker se bo pač postavilo to virtualno realnost sami in mi bomo pač dobivali delež od tega prometa. 100% pasiven prihodek. Se pravi, pri investicijah je tudi pomembno, da je čim večji trg. Čim večji trg, tem boljš. Se pravi, zelo težko je prodajati ali pa ponujati let Eskimom. Imate lahko 99% provizijo, se pravi, če ponujate let Eskimom, ne boste pri tem uspešni. Dejansko gre res pri našem produktu za neomejen globalni trg, pa se bomo k temu mogoče vrnili še s kakšnim konkretnim primerom. Prav, projekt je dolgoročno orientiran, bom zdaj tudi pokazal, katero podjetje vzad stoji, da ne gre zgolj za nek lep poslovni načrt, za nek krasen roadmap, za lepo spletno stran, ampak dejansko se stvari že snemajo, stvari so že postavljene, kakor so pač lahko v tem trenutku pol leta pred lansiranjem. In tretjič, že zaradi zgodaj navedenega je seveda taka naložba zelo varna, z nizko stopnjo tveganja. Za dodatno varnost bo podjetje poskrbelo tako, da se bo vse deleže, ki jih bomo pridobili v tem projektu View, preneslo na blockchain. Se pravi, se bo to transformiralo v NFT-je. Tisti, ki veste, kaj to je, ste že zdaj veseli, ker to je zelo popularen zdaj. Tisti, ki še ne veste, vas ne bi zdaj tle moril z detalji, kaj to je pa to zelo pomembno, da se te naše stvari, ki jih kupimo na blockchainu, kar pomeni, da niso na spletni strani nekega podjetja. Se pravi, podjetje lahko zamenja direktorje, lahko imajo inšpekcijski nadzor, se pravi, to na lastništvo tistega, kar smo mi kupili, nima prav nobenega vpliva, se pravi, bo preneseno na blockchain zaradi dodatne varnosti, zaradi dodatne zaščite ljudi, ki so v to investirali. Ok, zdaj po samem podjetju 2-3 stavke. Sedež podjetja je v Amsterdamu, v tej krasni stavbi. Jaz sem imel priložnost pred enim letom ta sedež obiskati, lansko leto novembra. Smo imeli 2 nadstropja po 500 kvadratov, zdaj imamo že 3 nadstropja. Se pravi, podjetje se zelo hitro širi, zaposlujemo ljudi, zdaj približno 80 ljudi dela na tem projektu. Pred 10 dnevi smo odprli tudi poslovalnico v Ameriki, v Atlanti, v tej zgradbi.
tukaj še ena slika iz sedeža, tako da ne mislite, da smo zdaj sliko samo dol potegnili iz neta, ne, dejansko to podjetje, kot vidite, res obstaja. Sem tukaj na sliki z prej omenjenim solastnikom. Tako da stvari tečejo, se razvijajo, se dogajajo. Dejansko res je pomembno pri teh stvareh, ko gledamo danes to ponudbo, da podjetje res funkcionira, da res dela tisto, kar govori, ne da ima samo neke krasne poslovne zamisli, pa smo potem v skrbeh, ali bo realizirala, ne. Ok, se pravi, se vrnemo zdaj k virtualni realnosti, k tej platformi. Se pravi, podjetje bo posnelo vsebine na vseh teh različnih področjih, vseh teh različnih sektorjih, oziroma mi temu rečemo vertikale, to se zapomnite, ko se bomo s tem še vrnili, se pravi, potovanje, turizem, šport in zabava, shopping, izobraževanje, nepremičnine, gaming pa poslovne storitve. Dajmo si zdaj, kot sem obljubil, pogledati par primerov, zgolj par primerov. Recimo en tak primer, če ga zdaj gledamo iz potovanja in turizma, so recimo ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti, ne. Pojdimo zdaj kar tule v Sloveniji, recimo pri Postojnski jami. Ne, jaz katerokoli znamenitost omenim, rečejo ljudje, ne, jaz bi šel to raje v živo pogledati. Ja, se strinjam, jaz bi šel tudi raje v živo pogledati. Ampak, ne, pomislite nekaj drugega. Pomislite, če odštejete par 100 milijonov ljudi, ki živi 3000 kilometrov okrog Slovenije, ne, koliko ostale svetovne populacije ima možnost, da pogleda si Postojnsko jamo. Ne vem, če ste že slišali za podatek, ampak 2 milijarde ljudi v življenju nikoli ni sedlo na avion. Se pravi, te ljudje nikoli ne bojo videli Postojnske jame. Boris kaže 5. Kakorkoli. Se pravi, gre za eno ogromno večino ljudi, ki pač ne bojo imeli možnosti, ali zato, ker se niso sedli avion, ker je to predaleč, ker nimajo denarja za to. Se pravi, to je vse potencialni trg. To je na eni strani, na drugi strani je seveda tudi Postojnska jama ima svoje omejitve, ima svojo kapaciteto, ne. Se pravi, v najboljših časih je Postojnsko jamo obiskalo 1 milijon ljudi fizično. Koliko mislite, da lahko ljudi obišče Postojnsko jamo v virtualnem svetu? Se pravi, ni nobenega limita. Se pravi, Postojnska jama se nič ne poškoduje, nič se noter hlapi ne širijo, nič ni umazanije, nič se ne kvari. Zakaj vam to pravim? Zato, ker veliko teh svetovnih znamenitosti, recimo Machu Picchu in tako naprej, že omejujejo obisk. Recimo Benetke so tudi tak primer, kjer omejujejo obisk, ker je tam množični turizem seveda zelo obremenjujoč za okolje. En tak primer, ki je seveda pomemben zaradi tega, ker moramo pač videti širšo sliko, ne da se obremenjujemo s tem, jaz pa bom to, ne bom še pogledal, jaz bom to naredil live. Da čisto razumem, samo vas spodbujam, da pogledate širšo sliko. Recimo še ena taka avanturistična je, to sem pa ravno pred 2 dnevoma bral, ne, recimo obstaja tehnologija, kjer lahko si daste gor to opremo za virtualno realnost in se z dronom, ki imate dron, se vozite po soteskah. Ne, meni se zdi to čisto crazy. Ne, ljudje rečejo, ja, pa saj ni isto, ne vem, takole z dronom se voziti po soteskah. Ja, seveda, ampak tukaj sploh ne moramo več govoriti o tem, ali je isto ali je drugače, zato ker, ne vem, dron nam omogoča čisto ene popolnoma druge perspektive. Lahko si stene gor pogledamo, lahko pogledamo z vrha, navzdol, iz leve, desne in drvimo z dronom sem ter tja po tej soteski. Lahko to, lahko pa ne vem si tudi, če smo zaljubljeni v naravo, tako kot sem jaz, ki zelo rad hodim v naravo in si seveda zaradi virtualne realnosti ne bom spremenil tega odnosa, si pogledam, če bi rad v kanjon nekaj, si pogledam v virtualni realnosti 50 kanjonov in se bom odločil, v katerega bom šel, ne, se pravi, bom si naredil vinski izbor. Pred enim tednom sem govoril z enim prijateljem v tej virtualni realnosti, pa pravi, jaz ne verjamem, da bo to še kmalu, pa se pa takole zazre, pogleda v strop, pa pravi, veš kaj, sem se zdaj spomnil, jaz imam prijatelja, ki je sicer zelo uspešen in direktor v firmi, ampak on enkrat na teden se usede v simulator virtualne realnosti in leti v New York ali pa ne vem kam. Pravi, je toliko nor, čisto navdušen. Jaz ne vem, kako je z vami, ampak jaz vedno, ko grem na avion, si mislim, ki bi bila vsaj, ko grem poštenega gor, ko bi bila vsaj vrata odprta, da bi majčkeno pogledal noter k pilotu, da bi majčkeno pokukal, ne. Se pravi, ta virtualna realnost dejansko res omogoča zaradi te tehnologije, ki napreduje iz meseca v mesec, leta v leto, se pravi, se ta razlika med
dejanskim fizičnim doživetjem nečesa, pa to realnost, da se ta razlika zmanjšuje vedno bolj in bolj in bolj. Se pravi, ni gaming samo pri otrocih, tudi odrasli se radi takole na takle način zabavajo in seveda pri tem potrošijo kopico denarja. To je potem pomembno za investitorje. Tole je takle simulator, seveda ni mačji kašelj in ta gospod, kar veliko denarja ponudca. To je ta bolj zabavni del. Na drugi strani vam moram povedati, da dejansko res se piloti učijo pilotirati v virtualni realnosti. Pa ne samo oni, cel kup poklicev imate danes že v medicini, kirurgi, kjer se pač učijo operacij, človeške anatomije v virtualni realnosti, ker smatram, da veliko bolj se učijo v virtualni realnosti, kot pa na mojih možganih. Evo, imam še kakšen primer, gremo naprej. Ja, imamo enega sodelavca v firmi, ki si nabavil palco in ima trenerja in igra golf. Se pravi, trenira golf v virtualni realnosti. Pa mogoče si boste spet mislili, ja pa kaj s tem človekom, ni bolj fleten iti na golf igrišče pa golf tam igrati? Absolutno. On ga trenira zato, da ga bo igral, samo za njega je ogromen prihranek in časa in denarja, zato da te osnovne udarce natrenira doma na dvorišču, da smo v backyardu to trenira. Se pravi, bo kaj prišel, da je kolegi rekel, ko je golf igrali, hudiča, kje pa ti bil se sko dober golf nauči igrati. Se pravi, to je en primer, če pa lahko si domišljiji prepustiti to prosto pot, itak analitiki napovedujejo, da se bo ta gaming industrija zaradi te nove tehnologije v celoti spremenila. Se pravi, dejansko res celotna industrija igralništva se bo zaradi tega spremenila. Ok, mogoče še moja zadnja osebna izkušnja, ki sem jo imel. Jaz sem pred 10 leti dobil od sorodnikov bon za prelet z balonom in sem potem odlašal, pa bom drug mesec, no potem se je zgodila tista znana nesreča na Ljubljanskem barju, kjer je balon padel dol in se pravi takrat naprej je bilo preletov z balonom konc in jaz sem mislil, da nikoli v življenju ne bom več prilike z balonom letati. No, pred parimi meseci sem bil na Ptuju, mislim, da na Ptuju, muzej Expo, to bo znala Lena tukaj napisati, če sem prav povedal, če je ta prav muzej, in sem v bistvu imel lastno osebno izkušnjo, kako je leteti z balonom preko Dravskega polja v virtualni realnosti in lahko povem, da je crazy, da je noro, zato ker je tako živo, da ljudje so tam stopicali drug po drugemu po nogah, zato ker je ta izkušnja praktično čisto popolnoma identična z realno izkušnjo. Ok, tukaj imam že še par slajdov, ne bom več nadaljeval s temi primeri. Primerov bi tukaj seveda vam lahko govoril do 10 zvečer. Jaz sem čez te par primerov sam hotel pokazati, na kakšno vse možnih načinih, na kakšnih vseh različnih možnih sektorjih se bo to uporabljalo. Vi si pa seveda naredite svoj research oziroma se potem lahko z vsakim posebej tukaj tudi dobim, pa povemo še kakšne druge primere, drugače pa dajte svoje domišljiji prosto pot, ker razvijalci so se dali in možnosti so dejansko res neomejene. Od potovanja v domih upokojencev in tako naprej, do razvoja, tole konkretna slika iz tovarne BMW, kjer virtualno realnost uporabljajo za načrtovanje novih motorjev, novih mašin. Ok, super, rečete zdaj, dobro, ni špekulativne narave, je očitno prihajajoči mega trend, na kakšen način zdaj jaz lahko pri tem participiram. Se pravi, imamo različna ta članstva, različne te pakete, od 125 evrov pa do 2000 evrov, k temu je pri vsakem paketu potrebno dodati še DDV Evropske unije, treba na vsak paket plačati DDV in si pač lahko zberete poljubno število teh paketov. Lahko imate 2 standarda, en ultra, en super ultra, pa 2 super. Se pravi, ni nobenih upgradeov v tem smislu, da zdaj imam tega, potem bom pa nadgradil do tega, ampak so pač različne možnosti in potem so, ko imate tak paket, se lahko odločite, kam boste investirali. Jaz sem vam zdaj pokazal, kako se to naredi oziroma kako to izgleda in temu rečemo alocirate. Se pravi, najprej si naredite neki izbor enih paketov in potem to alocirate. Se pravi, prva možnost, kamor lahko alocirate, so države oziroma regije. Tukaj je zdaj ena šopek takih držav, kjer so različne cene in vidite, da so cene isto, kot so paketi. Se pravi,
Nizozemske 1000 evrov, Ukrajina 125, Estonija 500 in tako naprej. In druga stvar, ki morate biti pozorni, je tole število unicev. Se pravi, na Nizozemskem stane 1000 evrov in je 2700 deležev na razpolago. To zdaj pomeni, da vse, kar se bo zgodilo, v katerem koli sektorju, je to zdaj turizem, je to zdaj fuzbal, je to zdaj so naravne znamenitosti, ali karkoli, si bo 5% vsega denarja, se pravi tega dobička, razdelili 2700 ljudi. Se pravi, vedno je to omejeno na zelo, zelo majhno število ljudi. Se pravi, od par 100 pa do par tisoč. 5% vsega prometa. Jaz vam vabim, da si mogoče pogooglite, pa si vprašajte Google, strica Google, če ve, koliko je recimo prometa samo od turizma v Amsterdamu. Samo od turizma v Amsterdamu. Ok, zdaj mogoče še eno državo vzamemo kot primer, Kalifornija, recimo ravno tako stane 1000 evrov, se pravi 2000 ljudi ali pa manj si bo razdelili 5% vsega prometa, kar se bo zgodil v Kaliforniji. Zakaj pravim 2000 ali pa manj? Zato, ker ljudje, ki vidijo, kaj se bo zgodilo čez leto 2, 3, 4, kupijo tudi po 3, 4, 5, 6, 7 teh Kalifornij. Se pravi, 2000 deležev na voljo, nekdo jih lahko kupi enega, nekdo pač ne bo kupil obenega, ki je mogoče zamudil, nekdo pa lahko vzame tudi 3, 4. Se pravi, to je ena možnost, se pravi regija ali pa države. Druga možnost je, tole bom preskočil, pa sem vrnil k temu nazaj, druga možnost je investicija v posamezna mesta ali pa vertikale. Se pravi, mesta so bila zdaj dodana pred kratkim in se dodaja po 2 na mesec, se pravi, do konca prodaje oziroma do konca tega crowdfundinga bo še 10 mest in pa 5 vertikal. Seveda, to niso kakršnakoli mesta, to so same svetovne metropole, Barcelona, Dubaj, Pariz, Mystery City od spod je skrit Kairo. Kairo seveda, veste, zaradi piramide je izjemno atraktiven, ker piramido obiše milijone ljudi vsako leto. Vertikale so pa posamezni sektori, se pravi, do zdaj smo imeli 2 te vertikale, en je bil šport in zabava, drug pa turizem. Se pravi, v te 2 pula mesta ali pa vertikale, se pravi, sektori gre pa 1% vsega prometa. Če pogledamo tukaj recimo šport in zabava, je bilo na razpolago 10.000 deležev v tem pulu, kamor se bo stekel 1% vsega, kar bo posneto na športnem področju oziroma v zabavnem. Cena je bila 250 evrov in bilo prodan v 30 urah. Zdaj se verjetno sprašujete, pa dobro, kaj sem jaz pravzaprav sploh prišel na webinar, če vse prodan. Tle vidite, prodano. Od vseh držav, ki jih imamo na razpolago, je 70 držav prodanih, ampak ne vas potolažim, med temi 70, ki niso, je po mojem mnenju še kopica takih, ki so seveda zelo, mogoče še bolj atraktivne kot tisti, ki so že razprodane. Se pravi, to je ena možnost. Se pravi, kupite paket, potem ga alocirate ali v mesto, ali v vertikalo, ali pa v izbrano državo, tukaj tudi vidite cene. Se pravi, mesta so po 125 pa 250, vertikale pa po 250 in nova vertikala, ne vemo še, kjera bo, se pravi, nov sektor, verjetno bo gaming, bo prišla 1. decembra. Tako da poskrbite, da boste 1. decembra imeli pripravljen, ker je bilo, kot rečeno, zadnjič 30 ur časa samo. Ok, se pravi, istočasno, ko dobite ta delež v izbranem državi, v izbranem mestu ali pa v izbrani vertikali, dobite še v 2 drugih različnih pulih, ki se imenujeta Univerzal pa Infinity. Jaz vam tega tukaj v detalje ne bom razlagal, ker tisto, kar je potrebno ta trenutek razumeti za vašo odločitev, je to, da v te 2 pula se pa steka 1% vsega svetovnega prometa. In enega in drugega, samo ključ je majčkeno drugačen, kako se pač razdeli. Se pravi, ta je neomejen, odprt je od trenutka, ko smo začeli s prodajo pred letom pa pol, ta je pa omejen na 5 milijonov, se pravi, ta bo malo večji. Se pravi, kupite neko državo in istočasno dobite tudi v teh 2 različnih pulih, kar je super novica, seveda, glede na to, da sem prej omenil, da 70 držav je že prodanih. Se pravi, 1% od tistih držav, ki jih pač ne morete več kupiti, se bo 1% ravno tako stekel v ta 2 pula. Se bo 1% sem, pa 1% sem. Tukaj spod je screenshot od ene od mojih pozicij.
ker vidite, da imam v tem v Infinity Poolu 10 paketov pojurja, ne vidim tukaj od spod niti kaj piše, ne vem na pamet. Se pravi, tukaj imam pa 830 deležev v tem poolu, ki je omejen na 5 milijonov. S ciljem, da jih imam do aprila, ne vem, vse 1000, to je recimo moj nekak cilj za naslednje par mesecev. Tisti, ki vas to zanima, bolj konkretno, kakšen je iz tega pričakovan razplet, sem posnel eno posebno simulacijo, kjer si lahko potem to pogledate, kaj pričakujem glede na 1000 deležev v takem poolu noter. Ok, zdaj pa še tisto, kar pride najslajše, popusti. Te popuste moram povedati, da ne ponuja podjetje. Se pravi, ta popust ponujamo ljudje, ki smo že nekaj časa v podjetju, predvsem v sodelovanju s prej omenjeno Yves Claire pa Philom, in sicer 70% na vsaki drugi view paket. Do konca meseca je ta možnost odprta. Kako to izgleda? Se pravi, na prvi paket plačate, če je to jurja, recimo samo kot primer, je to 1000 evrov plus DDV, na drugega potem plačate samo 300 evrov. Se pravi, že takoj ste v samem štartu z neko pametno potezo v velikem plusu, edini pogoj je, da imate plačen ta business fee, ga bom malo kasneje povedal, kaj to pomeni. Zdaj, za tiste, ki jim tudi 70 ni dovolj, vam celo ponujamo 100% popust. Celo 100% popust je na voljo, zato je pa potreben en dodaten pogoj, se pravi, mi imamo vsako leto obletnico podjetja v Dubaju, zdaj bo konc zadnji vikend v februarju, tle je narobe datum, datum ni 17, ampak je zadnji vikend v februarju, in je več kot priporočljivo, da ste tam, seveda, ker na ta način v bistvu spoznate vse tole, kar sem vam govoril, spoznate lastnike, dobite znanje, dobite inspiracijo in predvsem dobite tudi popolno zaupanje v samo podjetje. Zdaj, čisto konkretno, izvedbeno je tukaj sicer piše, da se nek avans da, zato se pač zagotovi, da resen mislite s to svojo deležbo, to je vse stvar seveda dogovora, tudi če kupite karto za Dubaj, potem bomo vedeli, da resno mislite in vstopnico. In več kot dobrodošli, seveda, da se nam pridružite na obletnici v firme v Dubaju. Ok, to bi zdaj prvi del. Zdaj bom spustil en kratek filmček, kjer je en povzetek, krasen video, en povzetek tega, o čemer smo se zdaj pogovarjali. V drugem delu bom pa čisto na kratko, v 5-10 minutah še povedal, kako pa to lahko vzamete kot biznis, se pravi, zdaj sem vam to predstavil kot možnost za pasivni prihodek. Zadnjih 10 minut bo posvečeno temu, kako lahko pa denar dobite kar naslednji ponedeljek. Zakaj ponedeljek? Zato, ker imamo mi provizijo vsak ponedeljek, tako da ostanite z nami do konca. Ta filmček traja par minut in potem gremo zelo na hitro to še čez opcijo aktivnega sodelovanja. Technology has massively enhanced our lives in various ways. The impact of the internet in a single generation has changed how we live forever. A wealth of information at our fingertips. Imagine if we could enter a universe where our experiences were entirely immersive. Mind-blowing, isn't it? A realm where possibilities are endless. The View will be a platform where communities are built and creativity thrives, where you can learn more about yourself through different ways. Unique experiences that were once impossible will be readily available to our community. From creating, distributing, and consuming information to starting virtual businesses, buying and selling goods, or building personal and business relationships worldwide. Our environment will provide individuals with opportunities to thrive that were once deemed impossible. Individuals within our platform will be able to build their avatars, allowing users the freedom to be endlessly creative in how they physically perceive virtual worlds. Industries are beginning to explore ways of improving their products through creative means, aiming to use virtual reality to create exciting products and unforgettable consumer experiences. With The View, you will also be able to discover new worlds, experience foreign cultures, learn new skills, or discover unexplored territories. The View also offers a place for friends to watch movies, attend sporting events, create art, and socialize wherever they are. With our collective, we will be able to push ourselves beyond the limits of what we believe is possible. We all have hidden potential.
some of it just lies behind layers of our human limitations. Enhance your knowledge, expand your capabilities, and experience the unimaginable. Join the view today. Ok, danes smo se malo pogovarjali o prihodnosti, ki je ni tako zelo daleč, če v bistvu stojimo tukaj na štartni črti. Mogoče si zdaj mislite, vse fino, fajn, ampak jaz bi pa rabil denar hiter, takoj, ne bi zdaj čakal naslednje 2-3 leta na svoj pasiven prihodek, čeprav ga seveda želim imeti, želim nekaj investirati, ampak vem, da denar dela denar, pa bi rad, ne vem, bolj aktivno pristopil k sodelovanju. Ki ne začnem pravzaprav, kaj ne naredim. V tem primeru vas seveda vabim, da se nam pridružite kot sodelavec, kot priporočitelj. Jaz sem v bistvu, kot rečeno, pri 25 letih službo obesil na klin, zato ker sem ugotovil, da si ne želim, ne vem, imeti nekega šefa, ki je manj pameten, kot jaz, pa da mi celo življenje govori, kaj ne počnem. Tukaj v bistvu delate za sebe, imate svoj lasten posel, po drugi strani pa nikdar niste sami. Se pravi, marketing plan je naš narejen tako, na tak način, da samo z vašim uspehom lahko vsi skupaj napredujemo. Meni sta pred 3 leti ogromno pomagala Eva pa Phil in moja vizija je na tem trgu seveda, da pomagam drugim tistim ljudem, ki seveda želijo narediti neke korake v življenju, da lahko začnejo pravzaprav brez kakršnega koli tveganja svoj lasten posel. Zakaj pravim brez kakršnega koli tveganja? Zato, če hočete začeti konvencionalen posel, je vedno pogojeno z velikimi tveganji. Se pravi, lansko leto smo si govorili, najamate ošterijo, ta primer je meni kar blizu, zato ker sem bil tudi oskrbnik gorske koče, in odkupite inventar za 15.000 evrov, odprete podjetje, ste že na 25 in potem pride korona in je lockdown. Se pravi, vsaka taka dejavnost je seveda povezana s precej visokimi tveganji. Tukaj dejansko res sodelujete s firmo, ki že ima produkte, se pravi, dejansko se imate, dobite svojo spletno stran, svoj web shop, ker je poleg tega produkta, ki ga zdaj sem vam danes opisal, imamo še druge produkte, imeli smo v preteklosti druge produkte, imeli bomo v prihodnosti druge produkte, in tisto, ki mi je najbolj všeč pri vsej stvari, to so vse digitalni produkti. Se pravi, meni treba nič prodajati, nobenega spominja, če mu je že zmanjkalo vitaminov, prehranskih dopolnil, ne vem kaj, delim z vami informacijo. In na ta način vsak dobi v svoj back office tisto, kar je kupil. Se pravi, za vse je poskrbljeno. Ni vam bo treba odpirati spletne strani, imate gostovanje plačano, podporo, obračune, kot rečeno, vsak ponedeljek imamo provizijo. In koliko vas to stane? Imate 2 možnosti, se pravi, obstaja basic članstvo, to je letna članarina, 25 evrov plus DDV. Če pa hočete narediti to na profi način, se pravi, da boste dobili maksimalno, optimalno, kar je od tega možno, je pa seveda vredno se pogovoriti tudi malo večjem fiju letnem, to je pa 99 evrov plus DDV. V tem primeru imate 3 pozicije. Jaz prej, če se spomnite, sem omenil, da je to ena od mojih pozicij, se pravi, to je način, da imate več teh pozicij, in če imate več pozicij, se to potem tudi denar, tudi zaslužek lahko multiplicira. Jaz ne bi zdaj tukaj veliko govoril o sami strukturi marketing plana, zato ker prvenstveno je potrebna neka odločitev. Se pravi, naš cilj z novimi sodelavci je vedno bil in vedno bo sledeč. Se pravi, naš cilj je, da vam pomagamo čim prej zaslužiti nek denar. Se pravi, čim prej pomeni, da naredite v enem mesecu tale karierni rank, se pravi, platinum, to je 10.000 evrov prometa, 5 z leve in 5 z desne. In v tistem trenutku, kot je torej v enem mesecu, imate prvih svojih od 1000 do 1300 evrov provizije, plus dodatno še, ker ste to štartali hitro, pa tale športnik 750 evrov. Se pravi, če boste v prvem naredili tako, kot vam svetujemo, tako, kot je sistem, vam boste to naredili, ker je to naredili kopico ljudi že pred vami in res ni znanstvena fantastika. Res je seveda treba posvetiti temu nekaj časa, malo energije, malo odpreti svoj ampak v primerjavi s tem, kakšno sicer itak ceno v življenju plačujemo, zato da dobimo tisto plačo ali pa penzijo ali karkoli, koliko smo se namatrali v življenju, ali koliko ste se, tisti, ki ste že v penziji, je seveda trud, ki ga je potrebno vložiti v to, res ni primerljiv. Imamo vsa orodja, webinarje v različnih jezikih, imamo kopico posnetkov, enega sem vam pokazal ravno kar teh orodij s posnetki je
kakorkoli želite, lahko naredimo individualno prezentacijo. Se pravi, dejansko imate vso potrebno podporo in delujete v sektorju, v industriji, ki je veliki porasti. Zato, ker število ljudi, ki iščejo delo doma zaradi razlogov, ki jih ne bom našteval, ki jih sami dobro poznate, seveda raste iz leta v leto. In po drugi strani število ljudi, ki želijo sodelovati v takih projektih, kjer so digitalni produkti, bo v 2 do 5 letih, to je pa naslednji trend, prehitel firme, ki se ukvarjajo s fizičnimi produkti. Zato, ker je to bistveno bolj enostavno, ker živimo v času, ker tehnologija praktično na dnevni ravni prihaja v naša življenja. Se pravi, to je cilj. In pri takem cilju v enem mestu, kot rečeno, slabih 2000 evrov prve provizije, in ko boste prvih 2000 evrov zaslužili, delno v evrih, delno v teh 2 dodatnih paketih, boste seveda to z lahkoto potem učili to naprej. Se pravi, na ta način potem napredujete po karierni lestvici in prva na karierni lestvici je ta Topaz, kjer v bistvu 2 osebam pomagate z našo pomočjo, da naredite popolnoma isto in potem se to samo duplicira. Se pravi, ljudje pogledajo te cifre, tukaj je potreben promet, ne vem, da dobite Mercedesa v trajno last in si mislijo, pa kje, pa ko je to mogoče, 400 000. Se pravi, to naredite sami. To je celoten vaš tim. Se pravi, vi ponavljate z našo pomočjo, še enkrat povem, zgolj te osnovne korake, naredite v 30 mesecih, 30 dneh, 30 mesecih. Dobro, nekateri tudi v 30 mesecih, no. Tudi take imam, nekateri pa nikoli. Se pravi, samo ponavljate te osnovne korake in ker imate prvi ta mednarodni karierni rank, ki se mu reče Topaz, začnete poleg denarja dobivati tudi materialne nagrade, ki so tukaj narisane, ne bom zdaj po vsako posebej opisoval. Lahko vas na to povem, da imamo mi evente na vsake povprečju 4 mesece, 4-5 mesecev in v povprečju na vsakem takem eventu dobite nagrade od 300 do 500 ljudi. Se pravi, to zdaj ni nek slajd tukaj, da vas navdušimo z avtomobili pa z apartmaji. Zgolj vam hočem povedati, da če se odločite, vse je mogoče, samo nebo je limit. Ja, to sem že povedal, se pravi, imate vso potrebno pomoč, podporo, vse že obstaja, ne bom se tukaj ponavljal, imamo tudi evente, bom zaključil s tem, ker sem začel, se pravi, da vas povabim na event v Dubaj. Pri večini ljudi je to ključni element. Prav, večina ljudi se res odloči. Zato, ker pri odločitvah poznamo različne nivoje. Tudi pri meni je bil pač različen nivo. Jaz, ki sem prvič prezentacijo videl, sem imel veliko zaupanja tega fanta, ki mi je to pokazal, sem se takoj pridružil, ampak takrat je tudi v sanjah nisem mislil, da to zdaj postal moj biznis, katerim se bom ukvarjal. Se pravi, potem ta moj nivo zaupanja ali odločitve je rastel in je potem dokončno bil sprejet na enem takemu večjemu eventu v Moskvi 3 mesece potem, tako da je to sigurno eno krasno orodje, da lahko naredite preboj. Robert Kiyosaki, če ste prebrali kakšno novo knjigo, super, preberite jo še enkrat, če še niste prebrali, če niste nič odnesli od tega, če se ne boste odločili, vam toplo priporočam, da si preberete kakšno njegovo knjigo, kako prestopati iz levega kvadranta denarnega toka, kjer so zaposleni, pa samo zaposleni med tiste ljudi, kjer denar dela za njih oziroma kjer ljudje skupaj z ljudmi kreirajo denar. On pravi, da najbogatejši ljudje na svetu gradijo mreže, vsi ostali pa iščejo službe. Ne bi narobe razumeti, jaz spoštujem vsakega, ki hodi v službo, vem, da eni ljudje pač ostali do konca pri tem. Prav, ta ponudba je predvsem seveda namenjena tistim, ki rečejo, jaz imam dosti tega, da je 15. imam plačo, 17. sem brez denarja, dosti imam tega, da stojim v koloni, zato da pridem na šiht, dosti imam tega, da mi nekdo pamet soli, kdaj grem na dopust, kdaj grem na WC, kdaj grem na čiht. Se pravi, to je priložnost predvsem za tiste. Tako da, če te prepoznali neko priliko, kot rečeno, se lahko individualno z vsakim potem pogovorimo, obrnite se na ljudi, ki so vas povabili na to prezentacijo, se bomo zmenili za čim hitrejši sestanek, zato ker je, vidite, da ura tiktaka, lansiranje projekta je tik pred vrati, popusti so na voljo samo do konca meseca, tako da reagirajte čim prej, ko je mogoče. Spodbujam vas, da se pogovarjate, da si razširite perspektivo, ker je vse mogoče, ker
dokler se pogovarjate, imate odprta vrata. In dokler se pogovarjate, se še niste nič odločili, pa seveda se zelo modro o stvareh pogovoriti. Hvala vam lepo za vašo prisotnost, upam, da sem vam dal neko vrednost in želim vam še naprej lep večer. Lahko noč. Čau.